Evropskega pokala, po sicer zelo pomembni zmagi proti Metalcu. Zagotovo ta zmaga veliko pomeni za nadaljevanje sezone. V bistvu, že večkrat sem to poudaril, da pač vsaka zmaga pomeni veliko za nas. V bistvu nek pozitivni naboj, nek optimizem za naslednje tekme. Zdaj vas čaka najtežji nasprotnik v tem delu Evropskega pokala Bayern, sicer v Münchnu. Kakšno je stanje v ekipi pred to tekmo? No, stanje v bistvu ni dobro, ni rožnato, kajti dobro, spremembe bojo zopet v ekipi. Poškodoval se Marinović in pa Vučetić, ki sigurno ne bo tako potovala z nami v München. V ekipo se vračata pa Kanačević pa Rupnik, ki bo ta pač po svojih najboljših močeh pomagala ekipi. Glede na to, da od klasičnih organizatorjev potem kot kaj ostane 100% pripravljen samo Marinelli, kako je, v kakšni pripravljenosti je Rupnik? Rupnik je zdaj že ima za sabo en teden treninga, tako da mislim, da je pripravljen za pomagati, se pravi za nekaj minut pač spočiti Marinellija. Kakšen bo ključen pristop v tekmi z Bayernom? Pristop mora biti isti kot vedno, pač maksimalna koncentriranost. Vedno se pripravljamo na vsakega nasprotnika na podoben način. Hočemo dati vse od sebe na vsaki tekmi, tako bo tudi tokrat. Hvala. Še podobnost o Marinoviću pa o Vučetiću poškodbah? V bistvu Marinović mora še dati neke preiskave, da mu lahko korektno povedali, kako hudo je, kako mislimo bolečine v kolku. Pojavlja se neka stara poškodba, mogoče gre samo za preobremenjenost oziroma kaj s tem. Težko zdaj povedati, dokler ne bom imel teh detaljnih pogledov in dokler ne bojo doktorji neki dali končne mnenja. Vučetić je pa dobil pač udarc v stegensko mišico in pač bolečina je tako huda, da ne more niti trenirati, mora počivati, ker ta bolečina nima. Zdaj, glede na ko so Rupnik dolgo ni igral, Marinelli na zadnjih parih tekem ni zelo zanesljivo. Kaj to? No, v bistvu je sigurno hendikep, če greš na ta gostovanje kot je Bayern brez prvega organizatorja igre, vendar se časa za neko jokanje pa za neko ni. Tisti, ko so zdravi, tisti bojo morali pač odigrati bolje, kot so zdaj igrali in pa še za njega. Zdaj, koliko se da sploh v te dva polčasa v sredo, sploh realna, zdaj najbolj bo to čisto nekaj tretjega, zdaj ta tole. Ja, sigurno tudi, kaj sem, oni so zdaj zadnjo tekmo zmagali, v igro se v ekipo se vrnil Misić, vendar ni še nič odigral. Mi smo odigrali en dober polčas v Ljubljani, ki ga nismo znali kapitalizirati za drugim polčasom. Posebno nova tekma, sigurno pač na mojih fantih mora biti motivacija sigurno maksimalna, da se dokažejo proti enemu Bayernu, da dokažejo moče, da je bil tisti drugi polčas samo neka slaba epizoda, slab del igre. Tem, ko Bayern sigurno pač igra doma pred polno dvorano, skušal pač dokazati, da bo še tudi razumel. Ker zmaga Dijona v Bambergu, mogoče ta tekma niti ne bo odločilna čisto. Sigurno, v bistvu sami ste videli, da je košarka pač nepredvidljiva, da vsi so napadovali, da Dijon ne bo imel nobene zmage, presenetil Bamberga na njihovem igrišču. Se pravi, to je zdaj pač malo spremenilo relacije in odnose v tej skupini. Malo bomo tudi gledali na to tekmo Dijon-Bamberg, če Dijon premaga Bamberga, se pravi, tudi se lahko zgodi, da se z dvema zmagama prije v naslednji krog, vendar to so vse pač ugibanja, treba igrati tekmo po tekmo, skušati pač dati svoj maksimum na vsaki tekmi in če daš svoj maksimum, da pač igraš tako, kot je treba, da igralci ne delajo teh napak, da dajo vse od sebe, pa tudi če zgubiš, nič hudega. V taki tekmi, takem spodnjem kot je Bayern. Kako je gre brez Marinovića, ki je dal dominantno prednose žoge organizaciji? Dobro, zdaj bomo mogoče videli, koliko Marinović tej ekipi pomeni.
z druge strani pa imata veliko priložnost smo imeli in pa seveda tudi Rupnik s svojimi minutami, da pač dokajata vse skupaj, da sta tudi ona zaslužita nositi dres Olimpije. Koliko misliš, da bo Rupniku ta tekmovalni izpad tekmovalni narediti? Ja. Koliko bo v predsednik, misliš? Kaj bi znovu dobrati? Ja, ne, kako misliš, da bo vplivati na njega? Sigurno, če je igralec odsoten mesec dni iz tekmovalnega ritma, iz treningov s člansko ekipo, da je imel takšno poškodbo, ki ni bila lahka, kot je Rupnik, kajti hrbtenica se ni zdaj igrati, ne? Mislim, da bo vseeno postiral posledic, ampak enkrat je treba začeti in mislim, da je to tudi ena takih tekem, da lahko Rupnik odigra brez kakšnega pritiska, brez obremenitve in da je prava tekma za njegovo vrnitev na parket. Je mogoče bojazen, da Marinović bi bil dolg čas odsoten? Upam, da ne, se pravim, težko je zdaj kako napredovati, mora se to poslikati, mora ziti magnet, mora pogledati to zdravniki in dati končno mnenje. Upam pa, da bo zdaj moja velika želja in upanje sigurno vseh nas, da bo tudi zadrugi in da bo malo. Pa Bayern, ki je doma, ki je drugače? V bistvu Bayern ima doma pač pomoč publike, igrajo drugače. Po mojem so profesionalci, igrajo vsako tekmo na vso moč, sigurno pa domače igrišče sigurno bo ustrezno kot gosteh. Kanadcević je počival, igral, zdaj kakšno stanje zdaj? Kanadcević je pač zdravnik me priporočal oziroma zahteval, da trening popolnoma počiva brez aktivnosti. Zjutraj dan se odpravil ta prvi trening, sam sem se pogovarjal zjutraj z njim, dobro se počuti. Je v bistvu zdaj popolnoma fit in mislim, da fant bo dal vse od sebe in do teh treningih še do Bayerna pač sad nekaj delno nadoknadil to odsotnost njegovo zvišče. A čutiš, da kakšnim igralcem zdaj malo zmanjkuje sred sezone, pa se mogoče kakšen spet dvigne kot Nikolo, recimo se dviga in Matović pa taki? Sezona je vseeno dolga, ne? Do konca ni več sicer časovno daleč, vendar nas vseeno čaka veliko dela. Normalno je, da igralci skozi sezono pač nihajo v tej formi, eni bolj, eni manj. Mislim, da vseeno zdaj mogoče nimamo nekih razen teh poškodb in bolezni, ki smo imeli, ki imajo pa tudi drugi probleme, ki so sestavni del športa in pa seveda sploh košarke. Mislim, da bojo ti igralci pač počasi se stabilizirali in igrali do konca na nekem nivoju, ki si ga vsi skupaj želimo.